Pavlović, spoštovani organizator, območno združenje Rdečega križa Brežice, spoštovane gostje, spoštovani gosti. Izjemno ponosna sem, da vas lahko danes na tem dogodku, ki poteka v imenu prostovoljstva in solidarnosti, pozdravim v imenu občine Brežice, ki kot verjetno dobro veste, v tem čudovitem jesensko obarvanem mesecu oktobru praznuje svoj občinski praznik. Ravno današnji dogodek je namreč priložnost, da izrazimo globoko spoštovanje in zahvalo vsem, ki so se odločili nameniti svoj čas, energijo in srce tistim, ki jo v najbolj kritičnih trenutkih potrebujejo. Vloga prostovoljcev v času nesreče je neprecenljiva. Ko naravne katastrofe, nesreče ali nepredvideni dogodki prizadenejo skupnost, so prav oni tisti, ki prvi priskočijo na pomoč. Medtem ko vsi čutimo žalost, strah in negotovost v takšnih trenutkih, so prostovoljci tisti, ki prinašajo upanje, tolažbo in pomoč. Njihova prisotnost ne pomeni samo fizične pomoči, temveč daje ljudem občutek, da v svojih stiskah niso same. Ko govorimo o moči prostovoljcev, ne mislimo samo na številke, ki govorijo o tem, kolikokrat so bili ti prisotni, koliko ur so namenili prostovoljstvu in koliko ljudem so pomagali. Njihova moč v sočutju, vztrajnosti in pripravljenosti delovati, ko je to najbolj potrebno. Je v tem, da lahko spremenijo življenje na boljše, da opogumijo tiste, ki so utrpeli izgube in da omogočijo, da se ponovno vzpostavi tisto, kar se je morda zdelo izgubljeno. Posebno bi želela v tem delu poudariti pomen skupnosti. Nesreče nas učijo, kako pomembno je sodelovanje. Skupaj smo močnejši in tu so ravno prostovoljci skozi svoje delo že neštetokrat dokazali. Zdi se mi primerno, da izrazim globoko zahvalo vsem, ki prispevajo k delovanju te solidarnosti. Ne glede na to, ali gre za prostovoljno delo na terenu, podporo v ozadju ali organizacijo in koordinacijo pomoči. In delo prostovoljcev ne spreminja samo tistih, ki pomoč prejemajo, temveč tudi tistih, ki delo prostovoljcev samo spremljajo in so zgolj priče njihovi predanosti. Zgodbe prostovoljstva so namreč tiste, ki nas navdihujejo in nas opominjajo, da v svetu, kjer se včasih zdi, da prevladujejo predvsem individualizem, strah, negotovost in težave, še vedno obstajajo ljudje, ki so pripravljeni brez oklevanja stopiti v ospredje. Na koncu naj zaključim z mislijo, da prostovoljstvo ni samo nekaj, kar prostovoljci počnejo. Je del tega, kdo so. Ljudje, ki imajo moč, da spremenijo svet na boljše, da združijo skupnost in prinesejo svetlobo v najtemnejše trenutke. Zato se vsem prostovoljcem iz srca zahvaljujem, tako v svojem imenu kot imenu občine Brežice. Hvala in pogumno, srečno in srčno naprej. No, jaz ne bi filozofiral, ker veste, da sem operativ, ampak tako rekel, za posameznika je lahko tak zelo majhen, minoren dogodek, velika nesreča. Seveda za društvo je treba malo več. Imamo v zakonodaji tudi velike nesreče, ampak nimamo nikoli dorečene definicije, kaj to pomeni. Veliko nesreče imamo, bomo rekel, definirano samo na avtocesti. Bomo rekel, tam pa v železniški nesreči. Tam imamo nekako narejeno, kaj pomeni velika nesreča. Pa tudi letalo. Vse ostalo je poplava, potresi, požari, tega nimamo. Ampak ne glede na to. Pomembno je, da imamo sistem, ki se na to odziva, pa ne bo to majhna, lokalna ali pa državna, taka velika nesreča. In jaz mislim, da sistem, pa verjetno se bomo še vrniti temu, ki vsebuje toliko prostovoljcev, kot imamo mi v tej naši domovini, od največje skupine prostovoljcev gasilcev, z mano na čelu, pa druge največje skupine, Rdečega križa, pa ne prve, pa ne bom povedal, zakaj ne, pa čeprav sem vlast Rdečega križa. No, potem imamo pa tudi druge, bomo rekel, manj številčne, ampak nič manj pomembne. Tako da
verjetno se bomo tega že dotaknili. Jaz bi rekel, da nesreča pravim še enkrat, za vsakega človeka je, bom rekel, pomembno, da ga čim prej, kot je prej tudi županja rekla, čim prej mu damo neko upanje, pa tudi ne samo upanje, da mu tudi pomagamo. Upanje že dobi, ko obišče prvi reševalci, da mu tudi potem pomaga. Tako kratkoročno, kot verjetno tudi dolgoročno, se tega nisem sposoben. Lepa. Pa če se zdaj mogoče premaknemo, da ste rekla, od posebnih nesreč, na našem področju dela govorimo o naravnih in pa tujih nesrečah. Zdaj, podnebne spremembe, ki jih povzročamo ljudje, gotovo vplivajo na pogostost in tudi intenzivnost nesreč. Potem se seveda postavlja vprašanje, ali še vedno lahko govorimo o naravnih nesrečah, ali bi bilo bolj smiselno govoriti o nesrečah, ki jih povzroča človek. Kako gledate na to razlikovanje, oziroma kot vprašanje, ali lahko zaradi vpliva ljudi pričakujemo še več naravnih oziroma drugih nesreč v prihodnosti? Ja, absolutno. Če pogledate samo podnebne spremembe, niso nastale samo zaradi narave. Procesov v naravi, ampak so nastale in nastajajo in se, še stopnjujejo tudi zaradi, kaj bom te rekel, poseganja v naravo strani civilizacije, strani človeka. Seveda ne nas tukaj, ko je, mi smo že posledice čutimo, ampak veliko stoletij že nazaj. Seveda je človeški spomin tako kratek, da pozabimo stvari, ki so se dogajale že možda pred 20 leti, ampak se dogajale. Niso bile pa možda, verjamem, da ne tako je, ki se dogajale zdaj. Zdaj imamo številčno nimamo bistveno več nesreč, verjamte, ampak njihovi učinki, njihove, kako bi tamo rekel, karakteristike so pa bistveno drugačne, kot so bile pred leti. Čeprav, spomnite se, samo en primer bom dal, lanskih poplav, območje je bilo neverjetno, prav se strinjamo veliko za vse skupaj, ampak smo imeli podobne dogodke že prej. Sicer na manjših območjih, Železniki 2.7, Gorenja vas Poljana 2.14, katastrofalno za tisto območje, isto kot zdaj za ta velika območja, ampak na svetu so za manjše. Tako da je verjamem, da je, to se bo pojavljalo, zato jaz mislim, da se moramo vsi skupaj kot družba na to pripravljati. Pa še ena grožnja, da mi imamo zdaj trenutno smo v vaji, državni vaji, kako je že, zdaj sem pa je pozabil, se mi pomembno, odpornost 24, ne moram. Tukaj pa smo ravno danes na kolegiju razpravljali v ministrskem tam, v Morsu, primer vojne. Kaj vse nam, rekel, manjka, ali pa niti ne vidimo, če bi se nam kdaj začelo dogajati. Pa nismo deleč od tega, upam, da smo letje deleč, ampak grdo kažemo. Če smem pridružiti se Verniku, v Rdeči križi Slovenije se pridružujemo tudi naši federaciji Mednarodnega Rdečega križa in Združenim narodom, ki poudarjajo jasno in glasno, ni naravnih nesreč. Vse nesreče, torej nesreča je nek dogodek, ki vpliva na posledice, ki so strašne za ljudi in za skupnosti, ni naravnih nesreč, so naravni pojavi, dogodki, od nas ljudje pa odvisno, kakšne so posledice v povezavi s temi dogodki. To toliko bolj zaradi ozaveščanja, koliko lahko vsak od nas in skupnosti prispevamo, da se bolje pripravimo in da so posledice teh naravnih pojavov toliko manjše. Če se vrnemo mogoče samo na to, kar je poveljnik rekel, neradne nesreče, ki so nas prizadejale, nihče si ni predstavljal v lanskem letu, da bojo take količine padavin, kot si nihče ni zdaj v Bosni in Hercegovini predstavljal, da bojo takšne količine padavin padle na tistem mestu lokalno. Ampak posledice ne bi bile tako strašne, če bi bili mi bolje pripravljeni, če bi bili vodotoki očiščeni, če bi tam nekdo morda ne bi kamnolom postavil ali izkopaval na take mesto. Torej, govorimo o posledicah na ljudi, zato radi povdarjamo, ni naravnih nesreč, mi ljudje smo tisti, ki vplivamo na svoje okolje. Vsak od nas doma, v svojem okolju in širše v lokalni skupnosti. Hvala lepa, vemo za enkrat. Se pravi, če vam je mogoče lahko v tem mestu malo se izzovec, da se tudi v preteklosti bile naravne nesreče. Se lahko v tem trenutku kot družba oziroma prostovoljce kaj naučimo iz načina, kako so se z naravnimi nesrečami oziroma z nesrečami, ki povzročimo ljudje, spopadali pred recimo 100 leti? Jaz mislim, da primerjava ni. Ali pa je, ampak je, bom rekel,
sta na različnih bregovih, ker v tej dobi, kot je sedaj, kot je Cvetka omenila, mi moramo in delamo veliko na tem ozaveščenju, mi temu rečemo. In v tej dobi zdaj je neprimerno lažje ljudi ozaveščati, kaj ne naredijo, kako ne se obnašajo, kaj je še njihova dolžnost, ker ljudje, kot posamezniki, pozabljamo, da smo ta prvi tisti, ki moramo nekaj narediti, da nam se ne bi zgodilo nekaj. Nikoli ne bomo zapoval župana Ljubljanskega, ko je rekel, če živiš na barju, moraš pa imeti škornje doma. Temu se treba, bom rekel, kot ljudstvo predavajati, vedeti, kje smo, kje živimo, govorimo o domačem okolju. Sveda, da jaz se ne bom pripravljal za Maribor, ali pa Cvetka se ne bo za Ljubljano, se bo za Brežnice, recimo, ampak doma moraš vedeti, kaj te lahko doleti. In temu primerno bi treba imeti tudi nekaj na razpolago, ali pa ne vem, protipoplavne vreče. Jaz vam spominjam dogodek iz 2010, ko so novinari na veliko pisali, da Možakar ni dobil vreč. Jaz sem takrat ponor, dobesedno ponor, ker je pristop napačen, namesto da bi povedali temu človeku, da naj tu gleda, pa si kupi 10 vreč, ki so vrednost ene škatlice, cigaret, še manj. 16 centov smo dali za vreče pred lanskim, za eno vrečo, 16 centov. 10 vreče je €1,60, to je pol škatlice cigaret. In bi jih lahko imel doma. Ne pa, da jih išče na konc poplave. Ne na začetku, na konc. In potem so pokljuvali mestno občino Ljubljana, ki je imela idealno takrat, to je povedano. Tako da ne bom predolg, ker jaz ponavadi me toliko potegnejo te stvari, ki jih imam zadaj. Res, veliko moramo narediti sami. In znamo narediti. Če ne znamo, se lahko poučimo. Kot ti sodobni mediji, družbeni, vse, internet, ne vem se kaj, nam da čuda na pot. Na koncu imamo pa mi še eno zelo dobro stvar, ki smo jo uvedli 15 let cirka nazaj, ko je rdeče opozorilo, pa spomnim se, da je nek dogodek, posebej gre tukaj za poplave, vse niti drugih takih veter, ali pa padavine niso pomembne za nas, s temu rečem. Voda, nivo, to je pomembno za nas. Imamo na Arsotu sklicano tiskovno konferenco, prisotnost je ogromna, verjemte, ogromno informacij ljudi dobijo skozi to. In jaz sem tudi hvaležen tem ljudem, našim, vsem skupaj, dobro, tukaj na dnevno počo ste imeli malo problemov tudi zaradi hidroelektrarn in stvari, ki smo jih vsi skupaj z vami kot lokalci naredili v teh letih. Ampak na ostalih območjih nismo imeli v poplavah lanskih samo, grdo rečeno, 3 smrtne žrtve. Poglejte, koliko so jih imeli Nemci pred 2 leti, pa zdaj Grki, Grki, pa Bosanci, pa tako naprej. Tu nekaj pomenite ti ljudje, razumejo to in so pravilno odreagirali. Ker je bilo tudi po noči, jutri, vodaj, ni bilo to popoldne, ki je bilo spremljeno vse. Spet bo bilo zdaj zapadno. Nimam kaj veliko dodati, morda v toliko, da razlika pred tolikimi leti pa danes je v tem, da imamo vzpostavljen sistem. Meni se zdi to ključno. V Sloveniji imamo sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ker še nismo spremenili terminologijo, ki je dober, ki je toliko ali 30 let nazaj bil vizionarsko postavljen in je bil vzgled v Evropi in sosednjim državam. In kar je pomembno pri sistemu je, da se ve, kdo so partnerji, kdo koordinira, kdo vodi in da temelji na prostovoljstvu, da je tukaj tak kontakt prostovoljci plus strokovna služba, profesionalci skupaj s podporo ljudi zmoremo. Hvala. V svojem pametni knjigi Miri Vojna je Boštjan Videmšek zapisal takole, da citiram. Če je Evropa center podnebnih sprememb, je Slovenija njihov epicenter. Seveda težko trdimo, da je pri nas več naravnih nesreč kot drugje v Evropi. Nas pa naša sama geografska leda in pa majhne države postavljajo tako središče dodanja. Kako vi pa ocenjujete, da trenutno pripravljamo Slovenije na nesreče, kot so želeti, poplave, plazovi, potresi v tem trenutku? Tu moram da poveljniku prvemu besedo. Tako rekel, z določenimi, ki si jih omenili, imamo kar veliko izkušenj in jaz upam, da smo se iz njih tudi veliko naučili. In tudi vsako večjo nesrečo, ki imamo, ali pa tudi navaji in koncu, naredimo na tem sistemu analizo, pogledamo, kaj je slabo, kaj je dobro in kaj bi potrebno biti spremeniti dopolniti. Ampak nažalost smo še imeli, grdo Balkanci,
desetih ukrepov ali pa ne vem, predlogov, kaj naredimo morda 2, kar ni prav in tu moramo popraviti v bodočnosti. Druga stvar je pa seveda ta, da za določene stvari pa nismo pripravljeni. Mislim na odziv. Odziv ni problem. Odziv teh naših struktur, gasilci, rdečki, ne vem, vsi ostali. To je sploh ni problem. Govorimo o preventivi potreb. To je največja grožnja naše države, ampak tega se, ne vem, bomo je premalo zavedamo. Mi imamo ogromno objektov po vsej državi, nažalost največ, tam, kamor je največja naseljenost in največja stopnja možnega potresa v Ljubljanskem kotlini, ki so potresno odporne stavbe. In tu se bomo mogli enkrat odločiti kot država, kot lokalna skupnost, kot lastniki, kaj narediti. Ali to sanirati, ali to povesti, pa narediti novo. Ker tu ni varno. In tu je, ker mi ne pomaga naš odziv, hitro pridemo v prvi minuti, če se bo stolpnica zrušila, pa znotraj bo 500 ljudi. Ne razumete, kaj sem povedal? Tu je moja največja tista, ki je na časih predanja. Drugače, na vse ostalo smo relativno dobro pripravljeni, pa tudi preventiva. Svetka je omenila sveda vzdrževanje vodotoku, da je pa še tu malo večji izziv, zato ker so lani bili vsi razvijani, pa nazaj pripravili sploh ostanje po izziv. Ampak tu se vse gre in da narediti. Potres je pa tisto potresno odporna gradnja, in tu bo treba nekaj zelo kislo. Rečem Križ v Sloveniji, ravno to tudi poudarjamo ves čas, da se moramo pomakniti od pripravljenosti na odziv, na zmanjševanje ranljivosti naših skupnosti. Če to poenostavljeno povem, da delamo na preventivi in to, kar mi kot organizacija skupaj z našimi prostovoljci lahko je, da ozaveščamo in da pritiskamo pod narekovanji tudi na lokalne skupnosti, iščemo sodelovanja z lokalnimi skupnosti in regijami, da prinesemo ta element kot prioriteto, torej da se o teh stvarih pogovarjamo in da poskušamo izboljšati tisto, kar se izboljšati da. To moramo začeti že v osnovni šoli z otroci, tudi ozaveščanje, tudi pripravljenost. Mi to počnemo ravno pred, mislim, da 2 tedni smo imeli usposabljanje za mentorje v šolah o tem, kako vzgajati že majhne otroke za solidarno, varno, bodoče življenje. In to so vrednote in pa znanja, ki so na nek način malo pobegnile tudi iz izobraževalnih ustanov, pa mislimo, da so izjemno pomembna in poskušamo tudi kot organizacija na način, da pripravimo gradiva v sodelovanju z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, za opolnomočenje mentorjev in da vsak v našem okolju lahko k temu nekaj prispeva. Tudi mi skozi naše krajevne organizacije Rdečega križa bomo morali to malo okrepiti, to zaveščanje in prepoznavnost, kje živimo, na kaj se lahko pripravimo in kje moramo zahtevati, da imamo višjo stopnjo varnosti oziroma da zmanjšujemo ranljivosti naših okolj. Gospoda Šesta Novac je zval, kot rekli ste, pri analizah se veliko kar pojavlja, da se navede 10 novih ukrepov, pa se potem realizira samo eno. Kje so tiste točke, kjer se običajno zadeva ustavi, oziroma zakaj na ne uspe mogoče implementirati še več teh ukrepov? No, nosilci ali pa moji odgovorni za te ukrepe seveda so zelo različni resorji. Ne mislim tukaj samo na tisto ministrstvo za obrambo ali pa uprava zaščite in reševanje. Tisto že nekako naredimo. Veliko resorjev pa nimamo neposrednega vpliva in tukaj se dodal en banalen primer. Mislim, da se na danes že nekaj omenil. Leta 2014 smo imeli poplave na Barju. 63 intervencij so imeli gasilska brigada Ljubljana skupaj z takratnim koncesionarjem Kemisom zaradi razlitja kurilnega olja. Analiza in sklep državnega štaba je bil, da odgovorni nosilec, takrat je bilo to MOPE, Ministrstvo za okolje in prostor, pripravi ali pa vnese v nek predpis o graditvi objektov, da mora biti cisterne na poplavnih območjih fiksirati. Kaj mislite, da so tu naredili? Niso. Danes smo 24
In če bomo imeli jutri barje, bo plavalo spet 20 ali pa 30 ali pa 50 cistern. Zmeraj manj, zato ker je zdaj malo več tistih na strehi in podobne stvari. Ampak tu je tisto. Ali pa pogledajte, tudi kot mi, kot vsi skupaj, v država, v Žledu 2014, kaj je delalo? Kjere objekti so bili osvetljeni? Pomnite se, Hoferji. Zakaj? Zato, ker so bili delani po avstrijski zakonodaji in so imeli relevate. Mi smo pa v Postojnski porodnišnici, moji porodnišnici, ko sem se rodil, dobro, da je nova stavba, 3-krat zamenjali relevat, da smo najti napako, kaj je narobe, ker na 30 let ni nobeno zaznavo. To je naš odnos, razumete? In če bi mi se odnašali tisti, ki so odgovorni, ne vsi, niste vsi odgovorni, da nismo vsi, odgovorno za te stvari, bi tisti da tam delo in bi ga lahko dali nekam drugam, kamor je bi potreben, na mesto, ne vem, transformatorske postaje. V tem smislu je veliko takih stvari, no, in tu me malo moti, ker se veliko nekateri trudijo, izpleni pa moji predhodnik je zelo rad uporabil, ko besedo, če se bo spomnila, izplenani. Izplen je pomemben, zelo pomemben, predvsem pa ne samo na tem. Hvala.